odložim, vsako breme krone vse ti prepustim, vse ti prepustim. Tukaj odložim, vsako laž, vsak dvom, vse ti prepustim. Gremo še enkrat. Tukaj odložim, vsako breme krone vse ti prepustim, res vse ti prepustim. Tukaj odložim, vsako laž, čist vsak dvom, vse ti prepustim. Besedo, ki mi jo Sveti Duh obudil za danes, je 7 zakonov zmage. 7 vizualnih zakonov zmage. 7 zakonov zmage, ko so odvisni od tvoje vizije. A vas zanima to? Prvič, ravnaš se po tem, kar gledaš. Ful je pomemben, kaj gledaš. Poglejmo si to v Efežanih 1:8. Pavel moli za nas, da nam Bog da razsvetljene oči srca, da vemo, v kakšno upanje poklica njegovega in kakšno bogatstvo slave dediščine njegove v svetih nas je poklical. Se pravi, hoče, da imamo razsvetljene oči srca. Se pravi, še tvoje srce ima oči. Tvoje srce gleda. A je tako, da doskrat, in tukaj v bistvu govori o tvoji domišljiji, tukaj je beseda dianoja, in ful je važen, kaj ti gledaš svojo domišljijo. Amen? Tvoj um je tako kot videorekorder, zato kontroliri, kaj gledaš na televiziji, koliko gledaš televizijo. Zakaj? Ker te lahko utopi in postaneš ful pasiven in blokira tvojo kreativnost. Potem, recimo, tvoja okolica, vse ful vpliva na tebe, ker ti živiš po tem, kar gledaš. Recimo, če imaš ti, jaz se spomnim enkrat samotom, sva šla enemu bratu pomagati, ki je imel toliko neurejeno življenje in že več let je bil tukaj. In ko sva k njemu domov prišla, nama je bilo tako jasno, zakaj je toliko neurejen. Ker recimo posode že 20 let ni pomil. Kuhna je bila katastrofa. Tam na postelji je bila pasja hrana. Samo so pol naročila en kamion, da smo to na smetišče 90% pohištva njegovega odpeljali. Pa ne vem. A razumeš, da tvoja okolica je pomembna, ker ti se ravnaš po tem, kar gledaš. Ti moraš imeti urejene stvari okoli sebe, svojo hišo, pisarno, avto, ne vem, kjer živiš. Reci svojemu sosedu, spremeni podobe okoli sebe. Ker šele potem svoje navade lahko spremeniš. Amen? Če jaz pridem ves umazan v cerkev, pa da to nisem kupil s ful velik denarja, ker imaš ful umazane hlače, ki so ful drage in so že nove take, to je okej. To je okej, to si ful drago plačal, to je nekaj posebenega. Amen? Jaz spomnim, ko sem prvič na letališču videl eno punco, ki je imela umazane kavbojke, ker nisem še vedel, da je to in. To je nazaj 15 let. In sem si mislil, upam, da jo niso kaj posilali, pretepali. Je bila pa ful bogata punca, ki je pač imela najnovejšo modo na sebe. Ampak drugo je, če pa ti smrdiš, pa si umazan pa to. Pa si pa urece, ker ti živiš po tem, kar gledaš. Če gledaš stvari okoli sebe, ki nič ne štima, ti bo težko vse štimalo v življenju. Amen? To razmišljaj v novem letu, kaj lahko spremeniš, kaj lahko popraviš. Drugič, ljudje, se pravi, ti se ravnaš po tem, kar gledaš. Drugič, ljudje se ravnajo po tem, kar gledajo. Poglejmo si to v 1. Samuelovi 16:7. Govorimo o tem, kako živeti zmagovalno. 1. Samuelov 16:7. Človek gleda na ven, a Bog gleda na srce. Se pravi, ljudje gledajo na ven. Okay? Zato, recimo, ti ne moreš spremeniti sveta, če na ven ne zgledaš tako, kot moraš.
ker si že takoj odbil ljudi. Zato se pač tudi, če se ne maramo umivati, se umivamo, deodorans uporabljamo in tako naprej. Ker če bom jaz ful smrdljiv nekam prišel, noben me ne bo hotel poslušati. Ker ljudje najprej gledajo na ven, kdo si, pol šele na noter. Ker samo Bog vidi tvoje srce, ljudje ne vidijo. Oni te najprej na ven vidijo. Zato piše, lahko pride bogataš, lahko pride siromah, pa ima besede, da bi celo mesto odrešil, pa ga noben ne bo poslušal. Zato, ker je siromah. Bogataša pa vsak posluša. Zato tudi, če nisi bogataš, vsaj zrihti se, da zgledaš tako, kot da si urejen. Če hočeš tako več, nekaj uspeti. Prosim? Tako. In recimo Daniel, zanimiv, Daniel je bil drugi najvišji v celem Egiptu. Samo faraon je bil nad njim. A veste, kako je on na ven zgledal? On noter je bil božji služabnik. Na ven je tako zgledal, kot te uradniki. Kako je zgledal Jožef v Egiptu? On, ki je zapora ven prišel, pa ki je vladal, on je imel make-up egipčanski na sebi. On je imel frizuro isto kot oni. Zakaj? Ker je upošteval protokol. Ker ljudje te novijo sprejeli, če si že protokol v zamočil. Zato mi moramo razumeti, recimo prebujenje v krščanskem centru, eno učenje je bilo, poznaj pota ljudi in pota Boga in da jih skupaj in boš imel prebujenje. Zato recimo, če ti ne upoštevaš tega, kako ljudje razmišljajo, te bo težko kdo poslušal. In to je pač del ljubezni, da upoštevaš protokol. Haleluja. Ok, dajmo si naprej pogledati. Tretjič, se pravi, to so vizualni pogledi na zmago. Tretjič, glej na pretekle zmage. Dajmo si pogledati 5. Mojzesovo 8, 14 do 18, kako Bog upozarja ful svoje ljudstvo. 5. Mojzesova 8.14. Glej, da se tvoje srce ne prevzame in ne pozabiš Gospoda svojega Boga, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, ki te je vodil po veliki in strašni puščavi, kjer so strupene kače, škorpioni in suhi kraji, kjer ni vode, ki ti je točil vodo iz kremenaste skale, ki te je v puščavi hranil z mano, ki je tvoje očetje niso poznali. Tako te je poniževal in preizkušal, da bi ti potem izkazoval dobrote. Pa boš rekel v svojem srcu, moja moč in sila, moje roke mi je pridobila to bogatstvo. A spomni se Gospoda svojega Boga, kajti on je tisti, ki ti daje moč, da si lahko pridobivaš bogatstvo. Zato, da uresničuje, kakor to dela danes, svojo zavezo, ki jo je s prisego sklenil s tvojimi očeti. Se pravi, on jih celo poglavje opozarja, ne pozabiti. Poglej nazaj, kaj vse je naredil zate. In recimo, ko vidimo, da je konec leta, ena stvar, v kateri lahko gledaš nazaj, je, da gledaš na svoje zmage, da gledaš na blagoslove, da ne pozabiš, kaj vse Bog naredil zate. Amen? Jaz ne smem gledati nazaj z obžalovanjem. Ne smem gledati nazaj, kaj vse mi ni uspel. Ker Sveto pismo pravi, kdor prime za plug, da bi oral in gleda nazaj, ni pripravljen za Božje kraljestvo. Spomnim se Lotove žene. Ona se spremenila v solni steber, ki je Bog rekel, ne gledati nazaj na mesto greha. In pač ni bila poslušna. Se pravi, mi moramo vedno gledati naprej, ampak vedno pa poglej nazaj na pretekle zmage. Poglejmo si primer, čez celo to učenje Davida pa Goljata, ki je zelo dober grafičen primer. David, ko so ga soočali z Goljatom, največjim sovražnikom, on se je preteklih zmag spomnil. In rekel, lej, premagal sem leva, ki je napadel ovce. Premagal sem medveda, ki je napadel ovce. Kdo je zdaj ta neobrezan Filistejc, da njega ne bi premagal? Se pravi, on se je spomnil dveh manjših zmag in je potem dobil sigurnost, da tudi to zmago lahko osvoji. Jaz sem danes govoril z enim bratom, ki je rab manifestacijo pač v finančnem svetu za eno nepremičnino in sem mu rekel, to ti lahko uspe, lej, zmagal si tam, zmagal si tle, tudi to lahko zmagaš. Ker vedno nekoga lažje ohrabriš, če mu pokažeš, kaj je že mu uspel.
In tudi sebe boš lažje ohrabril, če se spomniš, kaj je že Bog naredil zate. Jaz si recimo vodim molitveni dnevnik, ki si not napišem stvari, pa vodim si pričevanja, da si napišem, kaj je Bog naredil zame. In tega se je ful nabral za celo knjigo. Imam res ogromno teh pričevanj in včasih se preberem zato, da ne bi pozabil. Ker morate vedeti, da ko sem pred 45 uram kričal na uno truplo v kopalnici od mojega kolega, da naj nazaj pride, pa mi ni uspel, sem zgubil vso vero. Jaz sem bil prepričan, da ga bom obudil od mrtvih, razumete? Ker dvakrat nam je to uspelo že. Zdaj pa drugič, da mi ni uspelo. Tako da sem samo 50%. Ampak, če tako začnemo razmišljati, je konc z nami. Je konc z nami. Zato vedno razmišljamo na vse dobre stvari. Zapisuj si dobre stvari, ki jih Bog naredil. Amen? S tem se moraš hrabriti. Amen? A je kdo tukaj, da si se odrešil v letošnjem letu? Da si leta 24 prišel v Hevesu? Amen, bravo, idemo en aplauz, hvala. Še ena, haleluja, dve, haleluja. The best, ej. Amen, ej. Upam, da se v soboto vidimo v Klevevžu, ker krst v vodi je ful dober korak naslednji. Ker Bog hoče, da ne samo, da se odrešeš, ampak da si njegov učenec, da mu slediš. Da cel življenje njemu predaš, haleluja. Dajmo si pogledati zdaj naprej. Se pravi, glej na svoje pretekle zmage, ker probleme, če imamo nekontroliran in mu pustimo, da beži v naše poraze. Ker če ti pustiš, da ti bega v vse, kar ti ni uspel, pol ne pričakuje, da ti bo ful uspel v prihodnosti. Ker ti bo šel tja, kamor gledaš. Če gledaš pa, kaj ti je vse uspel, boš pa razmoževal to. Amen? Zato piše v Svetem pismu, poveličujte Gospoda. Da ti meni poje, ti lahko povečaš Gospoda. A ni on že ful velik? Ja, sam ti ga vidiš večjega. Amen? Ali pa manjšega. Poveličujemo Gospoda pomeni, da naenkrat ni vidimo wow, in ga vidimo ful večjega, kot smo ga prej. In večjega, ko ga vidiš, več lahko deluje v tvojem življenju. Če meni enkrat en apostol, Dave Duell, mi je prerokoval, Bog bo toliko velik v tvojem življenju, kolikor si želiš. Ampak kaj pa slaba točka te probe, ki ni rekel? Če to obrnemo okoli, toliko majhen bo, kolikor ne verjamem. In tudi to je res. Ker če ti je Bog, če mu ne verjameš, pol je ful majhen. Če verjameš, da je ful velik, se bo ful dogajalo. Amen? Tako da spomnim se vse, kaj je že naredil zate. Meni pomaga, da si pišem, jaz sem tak tip. Jaz ful hit pozabljam, zato si vse pišem. Skozi imam koledar, molitveni dnevnik, pričevanja, haleluja. Recimo, Izraelci so imeli praznike v ta namen. Vsak praznik je nekaj kazal, kaj je Bog naredil, da so se spomnili. Kako jih je iz Egipta pelil, kako jim je dal zmago. In mi še danes, recimo, ena od redkih stvari, ki nam je Bog zapovedal, je kruh pa vino. Ko se dobijamo, da lomimo skupaj kruh, da pijemo vino. V kaj? V spomin njegove zmage. Amen? Da je on premagal hudiča. In vedno se lahko spomniš, jaz sem zdaj del njegovega telesa, haleluja, sem opran v njegovi krvi. Ok, četrtič. Glej na svoja unikatna orožja. Glej na svoja orožja. Se pravi, glej, če bi rad hodil v zmagi, moraš videti, kaj vse ti je Bog dal. Amen? Nikoli ne reči, jaz nimam, jaz ne morem, jaz ne znam. Nikoli, ker ti imaš orožja, haleluja. Recimo, človek, ki je Bog razdeljeval talente, ki je svoj talent skril in ga je pol nazaj vrnil gospodarju, bi lahko rekel, wow, ful je bil zvest. Točno to, ko mu je Bog dal, mu je nazaj vrnil. Ko ga je bilo strah, da ne bi izgubil, je to skril. In Bog mu je rekel, leni in hudobni služabnik, zakaj nisi to uporabil, ko sem ti dal? Amen? In večina kristjanov se hvali, razmišlja, jaz sem nehal grešiti, jaz ne grešim. In skozi se hvališ s stvarmi, ki jih ne delaš. Mene zanima bolj, kaj ti delaš, haleluja. Amen? Jaz nisem
Urša, tebe policaj nikoli ne bo ustavil, pa ti bo rekel, naslednjič, ko boš tam pelala, te bo ustavil in bo rekel, evo ti 40 evrov nazaj, ker nisi šla čez dvojno črto. Evo, tukaj imaš še 100 evrov, ker nisi zamenjala pasu. Nikoli nisi nagrajen za to, kar ne delaš. Cerkev, to je fokus krščanstva, ni kaj vse si ti nehal. Ne se sam hvali, kva si vse nehal grešiti. Rajš uporab to, kar imaš. Rajš gledaj, kaj vse boš naredil z njim. Amen? Glej na svoje orožja, ki jih imaš. Haleluja. Poglejmo si to v 1. Samuelovi 17:38. Savel obleče Davida v svoje oblačilo ter mu posadi bronasto čelado na glavo in ga obda z oklepom. Se pravi, kralj Savel je zdaj hotel obleči Davida, da bo premagal Goljata. Potem si David pripaše njegov meč čez obleko in poskusi iti, kaj ti ni bil vajen temu. Pa reče David Savlu, ne morem iti v tem, zakaj nisem se privadil. Sleče torej to David in vzame svojo palico v roko in si zbere 5 gladkih kamnov iz potoka ter jih dene v pastirsko spravo, ki jo je imel, v torbo in vzame pračo svojo v roko in gre proti Filistejcu. Se pravi, tebi se ni treba z nobenim drugim zemljanom primerjati. Ti imaš svoje orožje. Amen? Ti ne rabiš nobenega oponašati, ker večina depresije pride iz primerjanjem. Ker se z nekom primerjaš, ki je drugačen od tebe, ki ima več kot ti, ki mu gre boljš kot ti, ki ne vem kaj. Zato jaz, če se že kdaj moram primerjati, se primerjam s slabšimi. Jaz doskrat, če si mislim, da sem, ne vem, v kakšni krizi, jaz si tako cel planet predstavljam in pol, jaz sem ful hvaležen Bogu, da sem bil na vseh kontinentih že na zemlji. Sicer ne ful veliko, ampak bil sem na vseh kontinentih in sem bil v ful revnih krajih, pa sem bil v ful nevarnih krajih, v krajih, ko sem se bal sploh po ulici hoditi, ker sem skozi mislil, da me bo kdo zaštihal. Pa sem bil med ljudmi, ki so veseli, da sploh za jest imajo. A razumete? V ful grozni. In pol si tako predstavljam, wow, jaz sem rojen v Sloveniji, jaz imam mir, jaz imam blagostanje, mi se imamo cerkev. No, jaz že danes, ko sem se pelil po avtocesti semle v cerkev, sem razmišljal o videu, ko sem videl od Andreja pa Vesne iz Ugande, kako se tam vozijo, po 4 na enem mopedu, pa en čez drugega, pa 5 gre v eno smer, 6 v drugo smer. Totalen kaos. In sem razmišljal, wow, razumeš, če se že primerjaš, raješ, se ne primerjati. Ampak glej na svoje orožje, kaj je Bog tebi dal, amen? Glej na svoje orožje, haleluja. Rec bomo sosedu, ti imaš orožje. Dajmo si še en primer pogledati. Ženske, ki je mislila, da nič ni imela, pa da bo umrla. In je mislila od lakote. In za njo ni bilo upanja, dokler ni Božji človek prišel in je pokazal, da eno njeno stvar lahko razmnoži v doživljenjski blagoslov. Amen? Ne mi reči, da nič nimaš. Amen? Ker Bog daje seme sejalcu. Haleluja. Amen? Če nič nimaš, daj nekaj iz sebe. Amen? Nekaj daj, kar imaš. Haleluja. Poglej si 1. Kraljev 17:12. Kako živi Gospod Bog tvoj, nimam ničesar pečenega, samo prgišča moke v skrinji in malo olja v vrču. In glej, ravno kar sem nabrala malo dračja, da stopim noter in to pripravim sebi in svojemu sinu, da jeva in umreva. A Elija ji veli, ne boj se, pojdi in naredi, kakor si dejala. Toda pripravi meni majhen kolač najprej, ter mi ga prinesi in potem pripravi sebi in svojemu sinu. Zakaj tako pravi Gospod Bog Izraelov? Moka v skrinji ne bo pošla in olja v vrču ne bo zmanjkalo do dneva, ob katerem pošlje Gospod dež na zemljo. In je šla in naredila po besedi Elijevi in je jedla. Tudi on in ona in njena družina dosti dni. Moka v skrinji ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo po besedi Gospodovi, ki jo je bil govoril po Eliji. Amen.
Kako je, vidimo, Jezus nahranil množice spet, prek enega fantka, ki je imel samo eno malco s sabo. Z eno malco je par tisoč ljudi nahranil. Amen. Kako? Tako, da je predal Gospodu in je Gospod razmnožil. Amen. Rec svojemu sosedu, ti imaš orožje. Poglejmo si v 2. Korinčanom 10:4. Orožje našega vojskovanja ni meseno, ampak močno po Bogu za razrušanje trdnjav. Haleluja. Wow. Če je nič drugega, mol v jezikih, haleluja. Danes so se ful trdnjave lomile, ko je Boštjan molil. Jaz res verjamem, haleluja. Verjamem, da veliko stvari se je dogajalo. Amen. Slavljenje, a imaš slavljenje, haleluja. Pavel in Sila, kako sta prišla iz zapora? In slavljenjem, haleluja. Ime Jezus, to je orožje nad vsakim orožjem. Ime Jezus, haleluja. V njegovem imenu se vsako koleno pripogne, amen. Si odvisen od droge, alkohola, imaš svetega duha. Izpolnjuj se svetim duhom, amen. Sveto pismo pravi, hodite v duhu in ne boste izpolnjevali želj mesa, amen. Cerkev, mi imamo toliko enega orožja, sam ga moramo uporabljati, amen. Moramo videti, da ga imamo, haleluja. Gremo naprej. Glej v smer zmage. Peti vizualni zakon. Glej v smer zmage. Ok, imeli smo, ravnaš se po tem, kar gledaš, drugi se ravnajo po tem, kar gledajo. Glej na pretekle zmage, glej na svoje unikatno orožje in zdaj poglejmo, kako gledati v smer zmage. Poglejmo si spet Davida v 1. Samuelovi 17:48. Ko se je vzdignil Filistejec, to je Goljat, in šel bliže proti Davidu, pohiti David in teče k bojnim vrstam Filistejcev naproti. Wow, David se ni obotavljal, oni tam sedel v kotu pa molil. Oni poklicu 100 ljudi naj molijo za njega, da je ful v frki, da ne ve, kva bo naredil z Goljatom. On je tekel proti Goljatu. Wow, a je to noro, cerkev? Rec svojemu sosedu, teč proti zmagi. Haleluja. Se pravi, z drugim besedam, ti moraš gledati v smeri zmage. Haleluja. Eno od prvih lekcij, ki mi je oče dal za vožnjo z motorjem, je, če si na motorju, pa vidiš pred sabo en kamen ali pa nekaj na cesti, ne ga gledati. Ne tega gledati. Glej, kje boš motor vozil. Glej, po kateri poti bo šel, okoli kamna. In to je spet isti zakon. Glej v smeri zmage. Amen? Nikoli več ne glej na svoj problem. Glej na smer zmage na ta problem. Amen? Zakaj? Ker če boš to, kar boš gledal, tja bo šel. Če boš gledal problem, bo šel problem. Če boš šel kamen gledal, se bo šel kamen zaletel. Glej v smer zmage. Haleluja. Tako da David, ne samo da je gledal, on je tekel proti sovražniku. Jaz sem bral, eno prvih knjig, ki sem prebral kot kristjan, je bilo Teci v bitko, Run to the battle. In je bila res taka knjiga nora, kako živeti s polnim z duhom, neustrašno krščansko življenje. Haleluja. Poglejmo si Abrahama v 1. Mojzesovi 15:5. Ozri se zdaj proti nebu in seštej zvezde, če jih more sešteti, in mu reče, tako bode seme tvoje. Wow. In pol mu je rekel nekje, ko je vedel, da nov skozi gor gledal, da bo kdaj mogoče ratu depresivan, pa začel dol gledati. Mu je rekel, glej dol, a vidiš pesek? Ja, vidim. Ni mu rekel, a se kva snehu zvezde gledati. Rekel mu je, glej, kolikor vidiš peska, toliko boš imel potomcev. Wow, zdaj nima več kam gledati, posod sama zmaga. Amen? In pol še ime mu je spremenil, da je še mogel govoriti, da je oče množice. Haleluja. Glej v smeri zmage. Haleluja. Cerkev, Lot, Abraham je toliko obogatel, da z Lotom, njegovim nečakom, nista mogla biti v isti deželi. Toliko je imel goveda, imetja, vsega. In pol je Lotu dal na izbiro, naj si on zbere, a bo šel tleke bolj puščava, tleke rodovitna zemlja. In pač, zdaj,
če ti nekdo da, da si izbereš prvi, kaj je pravilno, da si izbereš? Boljša, slabša? Jaz bi si slabš, ker je človek to kulturen, da je meni dal prvemu. Etko. Jaz sem enkrat enemu bratu, ki se je poročil, pa ni imel kravate, sem mu prinesel 3 kravate, pa se je kolej, te 2 sta super kravate, ta je pa res special, ker sem jo dobil res tako. In pa sem mu pokazal te 3 kravate in izbral si glihuno najhujšo. Sem si mislil, pa koliko je neotesan ta človek. Ampak sem bil tih. In veste, kaj se mi je zgodil pol? Dobil sem 40 kravat. Čez samo 2 meseca. 40 kravat. Ne, da bi komorkoli kaj rekel. Amen. Bog ti vedno da nazaj ful. Bog ti nikoli ne dolžen. Haleluja. Ampak cerkev Lot si je zbral boljšo polovico in v enem dnevu je izgubil vse. V enem dnevu. Mesto je bilo polno greha, če dalj bolj so grešili in pol je Abraham prišel rešiti Lota, njegovo familijo. Je rekel, pridite ven iz mesta, ker bo mesto bo pokončano. Mesto je polno homoseksualizma in vsakega greha in pač je grozi ful izrodu človeške vrste. In Bog je mogel pokončati to mesto. In je hotel rešiti svoje ljudi ven in je rekel, lej, gremo ven, sam ne gledati več nazaj. Ker ti ne smeš v greh gledati, če slediš Jezusu. Amen? Ti se moraš obrniti stran in konc. Haleluja. Amen? Ni, ti moraš, recimo Rimljani, mislim, da ko so prišli v Anglijo, so zažgali svoje ladje, da se ne bi mogli več vrniti iz otoka. Tako da morajo zmagati, če ne bojo umrli. Ne morajo pobegati. To je dobra strategija. Ne? Rec svojemu sedu, zažgi svoje ladje. Haleluja. Glej v smer zmage, haleluja. Cerkev, če mi ne usmerimo svojega pogleda na zmago, bomo imeli podobo poraza v sebi. Jaz, ko sem se spreobrnil, sem si mogel vedno govoriti, to nisem več jaz. Ko mi je prišla podoba, da sem en loser, ki skozi rabim travo, da se bom boljš počutil in nič se mi ne da nobene odgovornosti prevzeti, če nisem zadet. In pa sem si skozi govoril, to nisem jaz, ker sem mogel spreminjati svoj imidž. Amen? In pa sem si govoril, ti si ful uspešen. Karkoli delaš, ti uspeva. Haleluja. Amen? Ti si ful odgovoren. Haleluja. Moraš spremeniti svojo podobo. In to je edino tako, da gledaš skozi v zmago. Amen? A ima logiko to? Cerkev noben ni poražen, dokler ne sprejme podobe poraza. Ti lahko zgubljaš 7-0, pa še vedno nisi izgubil. Dokler ne rečeš, ne bo mi uspel. Jaz ne znam špilati fuzbala. Nič ne bo iz mene. Ne obupaš. Spet vstan. Amen. Spet prim svoje unikatno orožje. Amen. Spet se dvigam. Spet se prim za Jezusa. Amen. Spet pojdi v molitev. Haleluja. Spet reči, Bog reš me. Haleluja. Hočem hoditi za tabo. Pokaž mi zmago. Daj mi svežo vizijo. Amen. Nisi izgubil, dokler ne sprejmaš podobe poraza. Recimo v sedu, ti si več kot zmagovalec. Ok, šestič oziroma predzadnjič. Glej na nagrado. David cerkev se ni fokusiral na Goljata. On se je fokusiral na nagrado. On v istem poglavju, ko bomo zdaj pogledali, 1. Samuelovo 17, on je 3-krat vprašal, kaj dobi človek, ki premaga Goljata. 1. Samuelova 7:26. David vprašal može, ki so stali okrog njega, rekoč, kaj dobi mož, ki ubije tega Filistejca in sramote reši Izraela? Haleluja. In poj dobil vedno odgovor, kar je hotel. Nov ti več treba davkov plačevati, pol kraljestva je tvojega, pa ženo od kralja dobiš. Glavnem, to je čist, totalna zmaga. In dobro je, da se vprašaš, kaj bi rad dosegel.
in zakaj bi rad to dosegel. In pol se več ne boriš z Goljati, ampak greš samo skozi njih do svojih ciljev. Amen. Pol je Goljat samo stopnica do tvojega cilja. Ti rabaš problem, da lahko uspeš. Amen. Goljat je pol sredstvo tvojega uspeha. Tvoj problem postane samo stopnica, na katero boš stopil, da greš bližje Bogu. Amen. Da se bližaš svojemu uspehu. Amen. Če bežiš od problemov, bežiš od uspeha. Amen. Ti nimaš kaj bežati. Strah beži. Strah gleda v problem. Vera gre pa skozi problem. Haleluja. Poglejmo si Rimljano 4:17. Rimljano 4:17. Abraham je gledal to, kar ni, kakor da je. Se pravi, vera gleda stvari, ki jih še ni, da so že. Amen, to moraš gledati. Glej stvari, ki bi jih rad videl. Haleluja. Ne, ki se lahko vidijo. Tako gledaš na nagrado. Haleluja. Skozi gled na nagrado. Amen. Se ti ljudje niso zahvalili, te ne cenijo dost. Bog ful hvaležen, ko bo še več nagrad sprejel. Ko Bog te bo pa za vse nagradil. Amen. Te, ki jih že zdaj vsi hvalijo, mogoče ne imeli pol toliko nagrad, razumeš? Ti pa, ko ful naskrivno delaš, te bo pa Bog ful nagradil. Amen. Tako da bod vesel, na koncu te bo Bog nagradil. Haleluja. Ok, dajmo si še zadnjo pogledati. Glej Boga na svoji strani. Ful pomembno, če hočemo skozi hoditi v zmagi, cerkev, mi moramo videti, da je Bog z nami. Amen? A ni to lepo zdrav? Bog z nami. Haleluja. Jaz se spomnim, ko sem sprejel Jevsa v Binkošni cerkvi in sem dol padel. Glih en stol je bil za mano. In pol sem odprl oči. Jaz sem mislil, da sem res v nebesa, da me je Bog predstavil. Ker sem ene par minut tam sedel z zaprtimi očmi, ko sem oči odprl, sem samo videl ljudi, ki si tako roke sežejo, pa vsi govorijo, Gospod s teboj, Gospod s teboj. In sem mislil, to je pa neka čakalnica zdaj, ko bomo vsi šli zdaj v nebesa skupaj. Haleluja. Tako sem si predstavljal, haleluja. Vsi ful veseli, različnih let, babice, otroci, tako ene 3 generacije, vsi skupaj, vsi Gospod s teboj, sem mislil, wow, zdaj smo pa že čisto Gospodovi prisotnosti. In dobro je, da nikoli to ne zgubiš, da vedno si z Gospodom. Amen? Reci svojemu sosedu, Gospod je s teboj. Dajmo si samo še tole pogledati. V 2. Korinčanom 4:8. 2. Korinčanom 4:8. Od vseh strani nas stiskajo, a nismo na tesnem. V zadregah smo, a ne obupujemo. Preganjajo nas, a nismo zapuščeni. Pobijajo nas, a ne ginemo. Wow, se pravi, Pavel je imel res kar hude. A bi rekel, da je to težka situacija? Bi rekel, da je to kriza? Se pravi, ubijajo ga, pa ga ne morejo ubiti. Stiskajo, pa še vedno ga niso stisnili. Noro, pol brdolomi, ne vem, kva vse. Cerkev ga preganja. Neverniki ga preganjajo. Mislim, wow, in zdaj poglejmo, kako je on gledal Boga na svoji strani, pa kako je on gledal svojo zmago. To vidimo pa samo par vrstic naprej, 17. vrstica. Kaj ti sedanja, kratka in lahka stiska? Wow. Nam napravlja nad vse obilno večno množino slave. On je vse, kar se mu dogaja, je rekel, to je kratka stiska. Zakaj? Ker je živel maraton. Amen. Živel je za večnost. Haleluja. Amen. Ti živiš za večnost. Haleluja. Jaz, ko sem pred 45 uram pomagal po pogrebni službi svojega enega najboljših frendov iz 2 štuka dol nositi, sem za noge unga mrtvaka držal, ampak sem vedel, da njega več ni not. Ko on je šel po svoje nagrade. On je končal svoj tek. On je kar je dosegel in je konc. Haleluja. Amen. In v njegovi dnevni sobi smo začeli cerkev. Haleluja. Pol v njegovi garaži, pol naprej. Mislim, ima nekaj rezultatov človek. Haleluja. Ampak tudi, če samo to veš, da je človek, ko mi smo 24 ur predtem skupaj molili in je človek videl ful Božjo slavo. A sem vam povedal to že?
Ker v četrtek smo imeli bogoslužje v Šentjurju in smo imeli po božično bogoslužje in smo ful peli v Božji slavi. In je bila ful Božja slava posod. In polk je na koncu, ko smo imeli molitev za bolnike, pa to, kar vedno molimo na koncu, je on prišel, ne molimo za njegovo pljučo pa srce. In pa smo molili in ful se ga je Bog dotaknil. In je prav žarel je od Božje slave. Rekel, Klemen, jaz vidim ful Božjo slavo. To bo šlo po celi Jugoslaviji. Zato se reče, in prav, nikoli to nisem mislil, ampak zdaj pa vem, zato se reče Jugoslavija, ker bo slava, to iz besede slava. In bo šla Božja slava po celi Jugoslaviji. In je bil ful navdušen, čist pijan v duhu. Tako da, haleluja. Tako da, jaz vem, kje je on danes, haleluja. Brez dvoma vem, kje je on danes. In danes pač vem, zato vem, da imamo vsi kratko in lahko stisko. Amen. Naša stiska je kratka in lahka. Amen. Ko vse, kar se ti na zemlji dogaja, ne traja dolg, pa nič ni v primerjavi z večnostjo. Ko boš celo večnost boš užival. Splača se ti zdaj potruditi. Amen. Splača se ti tudi umreti za Jezusa, če treba. Splača se ti vse narediti, kar ti Bog govori. Amen. Meni nič ni neroden, kar mi je Bog rekel. Če je rekel, govor tle, bom govor tam. Če je rekel, pet sem, bo šel tja. Haleluja. Zakaj? Zato, ker gledam večnost. Jaz imam skozi v glavi večnost. Haleluja. Če je Bog nekaj rekel, to je to. Haleluja. Ker vem, da živim za več kot teh par dni na zemlji, ko smo. Haleluja. Prav, glej Boga na svoji strani. Jaz mislim, da to je najbolj pomemben korak, ker če ne veš, da je Bog s tabo, so tvoji problemi ful veliki. Amen? Če je Bog z mano, pol so moji problemi ful majhni. Dajmo se to pogledati v Rimljanom 8:31. Rimljanom 8:31. Kaj bomo torej rekli na to? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? Amen? Bog je s tabo, haleluja. Kaj te pol briga, kaj bojo tvoji sosedi rekli? Kaj si bo kdo mislil, če je Bog s tabo? Amen? Kdo bo pol proti tebi? Psalm 118:6. Gospod je na moji strani, ne bom se bal. Lahko rečeš, ne bom se bal. Kaj mi more storiti človek? Amen? Gospod je na moji strani, ne bom se bal. Kaj mi more storiti človek? Haleluja. Psalm 124:8. Naša pomoč je v imenu Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo. O, hvala ti, Jezus. Oče, hvala ti, mi usmerjamo svoj pogled na Jezusa, začetnika in dovrševalca naše vere. Oče, molimo, da v tem letu, ki je pred nami, Oče, da je v naši viziji zmaga, Oče, da gledamo tvojo voljo, tvoje sanje za nas, Oče, da vidimo svoje orožja, haleluja. Oče, in vedno, ko pogledamo nazaj, da se spomnimo na zmage, ki si nam jih že dal, Oče, da ne gledamo nazaj z obžalovanjem, Oče. Ker karkoli smo izgubili, Jezus, lahko ti sam še na boljše obrneš. Zato ne more nobena stvar nas doleteti, da je večja od tvojega blagoslova. Zato gledamo danes na svoje unikatno orožje, na vse, kar si nam dal, Oče. Kakšne stvari, v katere nas hočeš vključiti. Oče, pomagaj nam, da skozi gledamo v zmago, da gledamo v smeri zmage, v smeri rešitve, ne problema. Haleluja. Oče, molim, da prenavljamo svoj da ne jamramo, da ne obupujemo, da nismo cinični, maloverni, pa da skozi zmagovalno gledamo naprej. Haleluja. In da vidimo Jezusa z nami, da vidimo Boga na svoji strani, da vidimo, če je Bog z nami, kdo bo proti nam. Haleluja. Amen. Haleluja. Obilo zmag v tem letu. Amen. Bog je s tabo. Haleluja. Amen. Ni panike. Haleluja. Amen. Vse je kul. Haleluja. Amen. Uživite z Jezusom. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus.